Avgusta leta 1993 se je v gorah Južne Sibirije zgodilo nekaj tako nenavadnega, da še danes nihče ne zna z gotovostjo razložiti, kaj se je pravzaprav zgodilo. 7 izkušenih popotnikov je umrlo v nekaj urah, edina preživela pa je bila 17-letna članica skupine, ki je kasneje opisala prizore, ob katerih so mnogi raziskovalci primer takoj primerjali z znamenitim Dyatlov pasom. V njenem pričevanju naj bi člani odprave eden za drugim začeli izgubljati nadzor nad telesom. Nekateri naj bi padli v krče in krvaveli, drugi naj bi se dušili, tretji panično bežali po pobočju in ena ženska se je z glavo zaletavala ob skalo. Preden gremo v ta primer, razložimo tole območje in tudi tako, kot se ta primer imenuje, Kamardaban. Kamardaban je gorovje v Južni Sibiriji, nedaleč od Bajkalskega jezera. Bajkalsko jezero je tako ogromno, eno izmed tistih, ki imaš tam občutek, da je bolj že morje, ko ga vidiš na prvi pogled, pa tudi eni ga opisujejo kot smrljivo jezero, pa nisem točno raziskovala, zakaj, tako da če kdo ve, naj napiše v komentar. Tole gorovje, Kamardaban, pa če ga pogooglate, boste videli take zelene grebene, visoke lepe gore, jezera, pač v bistvu ful lepo, tako podobno našim Alpam, v bistvu, samo da ni toliko prezanesljivo, kot pri nas. Pri nas je vsaj neko veliko obdobje, recimo nimamo snega gor v gorah, tukaj pa to obdobje bolj kratko in kot boste videli ta primer, se dogaja že avgusta in jim je začel sneg padati. Je neprizanesljivo, vreme se spremeni na hitro, začne dež padati, temperatura se obrne. Tudi v našem primeru boste videli, da so to doživeli, niso mogli predvideti vsega, ni važno, koliko izkušeni so bili. Je pa ta primer me šokiral, ker nisem vedela, da obstajajo primeri toliko podobni Dyatlov pasu. Dyatlov pas incident je en mojih najljubših videov na mojem kanalu. En najljubših primerov nasploh, ker so tudi popotniki, pohodniki, Rusi v tem primeru so umrli na najbolj bizarne načine in ta primer mu je ekstremno podoben. A ja, no, pa da omenim, vi ste ga izglasovali, tako da let's go. Prej gremo naprej v ta video, vsi veste, da imam na Jimbimu kodo Lenka5, to velja na čisto vse, na hrano, na dodatke, na cunje, na vse. Hvala komorkoli, ki ste kodo, kadarkoli, ki vzamete, dobim 5% provizije, tako da thank you very much, ki podpirate ta kanalčič. Če se zdaj postavimo leta 1993 na to območje, kjer so oni hajkali, pridemo na neko območje, kjer so slabe povezave, ne more helikopter hitro prijeti, nimajo mobilnih telefonov še, pa tudi bil je lih razpad Sovjetske zveze, tako da nasploh v tej državi je bilo še mečkan neorganiziranosti, zmede in vsega. Torej, ko si šel na tak pohod, si mogel biti ready in prepuščen sam v sebi. In če se kaj zgodi, načeloma pomoč sploh ne bi prišla, ampak lih v tem primeru so imeli srečo, ker takrat se je avgusta na to popotovanje po tem gorovju odpravilo več skupin. Ljudmila Ivanova Korovina je bila voditeljica te odprave. Ona je bila stara 41 let in je bila izjemno izkušena. Kot fun fact, istočasno še ena skupina, ko bo za nas pomembna, bile sta še dve skupine, ampak ena za nas, ki je pomembna, je druga skupina, katera bi se mogla skup dobiti s to skupino. Na enem majhnemu jezerčku, en tak stol bi mogel tam biti, ta stol najlažje upišem, kakor pri nas lovska opazovalnica. In tam so bili oni zmenjeni čez tok pa tok dni hoje, torej vmes bi mogli tudi spati, taboriti, jesti, ogenj kuriti in vse to. Bili so izkušeni. In ta Ljudmila Korovinova, kakor sem omenila, 41-letna, je bila nosilka naziva mojster športa. To si mogel biti res ekstremen športnik, ekstremen poznavalec, ogromno izkušnjami, ogromno let izkušenj, ogromno padcev in sponov, da si ti dobil tam ta plemenit naziv in ona je to bila. V tisti drugi skupini, s katero bi se mogli dobiti, pa samo kot zanimivost omenjam, da je bila noter Natalija Korovinova, ki je bila pa njena hčerka. Samo vodnik je bil pač nekdo drug. Naštela bom še druge člane, čeprav si verjetno ne boste zapomnili, niti jaz jih nisem, ker je veliko čudnih imen. Najstarejša takoj za Ljudmilo je bila 24-letna Tatjana Filipenko, sledil je 23-letni Aleksandr Krisin, 19-letni Denis Svačkin, 17-letna Valentina Utočenko in 16-letna Viktorija Zalesova. Najmlajši član odprave pa je bil komaj 15-letni Timur Bapanov. Torej, pot so začeli začetek avgusta, v naših glavah bi tukaj mogli biti poletje, tako kot tukaj pričakuješ, ampak ne, že konec avgusta pričakuješ v tem gorovju, da bo zapadel sneg in tudi na tej točki v avgustu, če začne dež, je velika verjetnost, da boš imel sneg, to je tudi njih doletel. Skupina je potovala iz kazahstanskega mesta Petropavlovsk. Še ena stvar, ki bi jo omenila, preden so oni štartali, zadnjo noč, ko so prespali v tistem mestecu, odkoder so potem začeli svojo pot, so jih domačini ogovorili nekateri in so rekli, paste se, kje hodite, skup se držite, pa predvsem se paste živali, ker se zadnje čase ekstremno čudno obnašajo. Potem so pa povedali dotičen primer, zakaj se čudno obnašajo in so rekli, medvedi se ful čudno vedajo in v določenih situacijah se kar
kar mečejo pod vlake. Da bi se medved random vrgel pod vlak in da se je to tisto obdobje dogajalo, je tako najbolj random čudna informacija. In če ti to rečejo prej, da nekaj greš, je full scary, če mene vprašaš, ne vem. Prvih nekaj dni vse poteka normalno, da smo pa 4. avgusta, ko se začnejo prve komplikacije, ker se je vreme zelo na hitro spremenilo. Oblačnost je bolj nizko padla in to v gorah ekstremno vpliva na vidljivost in ni bilo več tako jasno, kje hodijo, orientacija itd. Padavine so se začele, pa mraz je pritisnil in eno noč, oziroma to iz 4. na 5. avgust, so oni še vedno normalno hodili in so dojeli, da je pred slabo vreme, ratalo preč je začelo deževati, dež je spremenil v sneg in so rekli, mi ne moramo več naprej, ker ne vemo točno kam gremo, moramo se tukaj utaboriti. In takrat so se utaborili basically sred ničesar, tako ena taka navadna planjava je bila in v gorah pa je ful slabo, ne, po logiki, da se utaboriš sred ničesar, da ni zavetja, da ni dreves, ki te ščitle pred čemarkoli, da slišiš, če kdo prihaja kakorkoli. Bili so sred ničesar, postavili šotore in po nekih navedbah sem slišala tudi, da jim ni uspel tisti večer na noben način zakuriti ognja. Imeli so pa še vedno hrano itd. In tudi baje so se saj tam mlajši, oziroma poleg Ljudmile so se oni počutili okej, sicer jih je zebel, baje so se tresali. Ona je bila tista edina, ki je imela že občutek, da niči zihar, ki je, da niči zihar, če bo pravočasno prišli do tistega stolpiča in jezera, da se snidejo z drugo skupino. In je zase zadrževala ta strah, ni hotela jih strašiti, ni hotela preplaha delati za brez veze, ampak ja, na tej točki je bilo verjetno že v zraku nekaj, da ni vse pod kontrolo. Na tej točki je pomembno mogoče to, da so že nekaj dni na poti, da hodijo, da veliko energijo porabljajo in kot te zebe, ker jih je to noč, ko se treseš mišice, nasploh se tresajo, ogromno energije porabljajo, srce več energije porablja, ker bolj nabija in proba segrevati telo, nasploh si bolj izmozgam, pa še zdaj, koliko je jedel, je pa tudi eno tako vprašanje te odprave bilo, ker ko so jih najdeli, so bili podhranjeni. Ko so se zjutraj zbudili, je bilo načeloma vse v redu, ne bi pojedli zajtrk, se spakirali in šli naprej, tako da še en dan, ko je vse izgledalo dokaj normalno navzven. Ampak kar na eni točki se je to vse ekstremno obrnilo, torej 5. avgust. Tistega dne so se gibali na območju Hanulu oziroma Tritrans gorovja. Tukaj je nadmorska višina od 2300 do 2400 metrov, torej po mojem bliz naše Kredrce oziroma še mečkan nižji, če se ne motim. Res se ne spomnim, bila sem na Kredrce, pa se ne spomnim. Ampak point je tukaj, da mogoče se rahlo čuti nadmorska višina in da je zraka mečkan manj, da je mečkan drugačen občutek. Jaz se tega iskreno ne spomnim in tudi za take izkušene pohodnike to ne more biti nekaj, kar načeloma čutijo ali pa jih moti, ampak v tej zgodbi bo to pomemben podatek. Po pričevanju Valentine Otočenko, torej te 17-letne punce, ki je preživela, je ona hodila prva v tej skupini, dokler ni zaslišala nekih živalskih glasov in kričanja in se je obrnila. Videla je Aleksandra Krišina. Do tega trenutka z njemu ni bilo nič narobe. Bil je zdrav, fizično pripravljen pohodnik. Ampak ko se je ona obrnila, je videla, da je začel kričati in se prijemati za glavo. Kasneje je povedala, da naj bi mu iz oči in ušes tekla kri. Korovina je takoj stekla proti njemu, to je bila ta vodička, in ko je ona stekla proti njemu, je spet mogel biti grozen prizor, ker je najprej hodila pomagati, potem pa kar nekaj se je začela na polno tres, padla v znak in se tresla na tleh. In vsi ostali so to gledali, ne, ostalih koliko 4, ki jih je to gledali, pač mora biti način v šoku, ker njihova vodja ali ker se je zgrudila in vsaj vizualno umrla. Tatjana Filipenko ne bi se začela močno dušiti. Po nekaterih različicah zgodbe se je držala za grlo, kot da ne more zajeti zraka. Nato naj bi izgubila orientacijo in začela panično bežati po pobočju. Njeno vedenje potem postalo skozi bolj nerazumno in na eni točki naj bi se začela z vso močjo zabijati z glavo v skalo, tako močno, da ne bi tam tudi obležala. Zdaj, a so te udarci ubili ali ne, tukaj ni jasno, ampak je obležala. Timur Bapanov in Viktorija Zalesova ne bi prav tako poskušala pobegniti. Torej, neka splošna panika je bila in sta hotela pobegniti po tem pobočju, kjer so bili vsak v svojo smer. Čudno je, ful je čudno, ker če pride do teh visokogorskih smrti, pa da je neka podhladitev, ne zadane vse naenkrat tega, ne teče in kritko, eden izmed njih se tudi penil iz ust, ko res pač stvari, ki nimajo smisla in tudi, ko se mogoče enemu bi začelo to dogajati, bi drugi blizu njemu in mu pomagali, ampak tukaj so vsi naenkrat podsepali in prizor je mogel biti grozljiv. Aleksandar je bil mrtev, Korovina je bila tukaj mrtva, Tatjana Filipenko je bila mrtva, Viktorija Zalesova je bila mrtva, Timur je bil mrtev, Denus Svačkin je bil mrtev. Edina živa je bila tukaj Valentina in ona tudi opiše ta dogodek, da zadnji fant, ki je še bil na nogah oziroma na vseh 4, je zakričal za njo beži oziroma run, bež. In ona tudi je. Ona je takrat naredila verjetno odločitev, ko ji je rešila življenje in dejansko začela sam laufati v gozd in je bila popolnoma sama, se pravi, popolnoma sama je zbežala naprej v gozd, lihkar je videla smrt
cele svoje ekipe, ni vedela, kje je, noč se je naredila, potem mogla je prespati sama, nekako se je dala tja v fetus pozicijo in zaspala in nekako ni zmrznila, prestrašena. In pazi, zdaj še to, ona je na eni točki mogla iti nazaj k tej skupini in ni šla zato, da jih pokoplje, ni šla zato, da se poslovi ali pa ker bi upala, da je kdo živ, šla je dejansko zato, ker je vedela, da uporablja hrano in je tudi od njih vzela tisto hrano, ki jo je lahko. Tako da ne morem se predstavljati, kako grozljivo je to bilo. In zdaj njena pot se naprej nadaljuje tako, da je še 4 dni lutala tam okrog, oziroma lutala pač. Poskušala je približno po logiki se držati poti, ki ima smisel, torej vzdolž reke in pa gledala je tudi električno napeljavo in je pač hodila in šele po 4 dneh, ko je bila popolnoma izčrpana, krvava, umazana in totalno dehidrirana, so jo hvala Bogu zagledali kajakaši na reki. To je bila reka Snežnaja in potem je ona začela tam mahati in oni so jo videli in tudi jo potem pripeljali nazaj v civilizacijo. Medtem pa tista druga ekipa, ki so bili zmenjeni, da se dobijo proti smo majhnemu jezeru, 5. bi se mogli dobiti, ne, so jih pa čakali. Najprej so bili tako, ok, je ful dobro, prvi smo tukaj, ne, pa skozi bolj scary postajali in tam je tudi hčerka od Ljudmile in potem en dan so počakali, so mislili, mogoče jih je nekaj zadržali, mogoče je bil kakšen metež, dež, kakorkoli že in bojo že prišli, ne. Potem sta pa 2 dneva minila, ko so pa res bili že v paniki, so dojeli, da je nekaj narobe in da morajo ukrepati in pomagati. Kot sem rekla, ta reševalna akcija potem ni potekala isto kot bi zdaj. Tudi za helikopterje ni bilo varno, tako da vsaj še 2-3 tedne niso jih šli niti iskat in tudi ko so jih šli, so potem končno najdeli približno na tistem travniku, kjer naj bi bila trupla, so tudi najdeli ta trupla in dejansko raztrešena povsod. Prav videli se je, da so razbežali vsak v svojo smer in je toliko časa vmes minil in ni bilo pač zasneženo, da so ta trupla precej razpadla in tudi imela so vsa pojedene oči ven iz očesnih žepkov, zaradi mrhovinarjev predvidevam. Več pokojnikov je bilo delno slečenih, pri nekaterih so manjkali posamezni kosi oblačil. Na prvi pogled je bilo to podobno nečemu, kar so raziskovalci že videli v drugih primerih podhladitve. Na mojem kanalu smo že velikokrat govorili o tem aloe verest ali kakšni drugi primeri na mrazu, kjer telo začne izgubljati toliko energije, da možgani ne znajo več procesirati stvari smiselno in najbolj zmrazuješ, možgan dobi občutek, napačno informacijo, da ti je vroče in se začnejo slačati, hipotermija, podhladitev. Ko so izvedli obdukcije, so pa ugotovili zanimive stvari in sicer, da so bila pljuča žrtev ekstremno poškodovana, torej močno prizadeta. Potem pri Ljudmili Korovinovi pa je bil vzrok smrti srčni infarkt. To sem tako razmišljala, recimo, da so imeli drugi pljučni edem, to pomeni, da se ti pljuča napolnijo z vodo in dobiš močen občutek, da se dušiš oziroma otapljaš, ker dejansko, a veš, podoben feeling kot pri covidu, samo da je bilo verjetno malo ekstremno, a ne, in zato so imeli vsi ti občutek, da se dušijo. Ampak je res čudna situacija, da so vsi istočasno to doživeli, to je ena stvar, in da je istočasno Ljudmila kar infarkt doživela in še vedno potem kot znak smrti za večino so pripisali, da je bila podhladitev. Tako da cel sistem je ful čuden tukaj in tudi te raziskovalci so zelo hitro to pomedali pod preprogo, da je pač vzrok smrti podhladitev. Ne niti pljučni edem, ampak podhladitev. Pa še ena stvar, ki ekstremno izpodbija ta edem, je to, da pri 2400 metrih, kjer so oni bili, je ta edem zelo netipičen. Se pravi, ni to, ne vem, Himalaja ali pa Andija, veš, ker res je toliko visok, da se to hitro zgodi. Veš, tukaj pa vsi naenkrat so to doživeli in kri šla povsod ven in znoreli so čist pač, Tako da zdaj pridemo do mogoče najbolj zanimivega dela tega videa in sicer do vseh možnih teorij. Teorija številka 1 in na tak način, ko so tudi zaklenili ta primer dol in rekli, da je bila pač glavni vzrok vsega podhladitev. Če je prišlo do podhladitve, lahko povzroči zmedenost, izgubo koordinacije, halucinacije in tako imenovano paradoksalno slačenje, nepojasnje pa krvavenja in pa čiste norosti, ki so jo doživljali in predvsem to, da so se prej počutili, malo so bili podhlajeni od noči, ampak še vedno so zjutraj pojedali zajtrk, spakirali in šli, pač kar naenkrat jih je posekali. Teorija številka 2, pljučni edem, to smo tudi že obdelali. To je tudi teorija, mogoče zanimivo je, da jo je kasneje Valentina potrdila, torej edina preživela 17-letna punca, ki možno tudi, da je bila v takem šoku, da bi tudi kakšno stvar si domišljala. Vse to je možno, ona ful dolgo časa sploh ni bila sposobna govoriti o tem, kaj se je zgodilo, zato tudi se je iskalna akcija dosti pozno začela. Se pa tudi meni zdi ta teorija zelo logična, zaradi tega, ker pljučni edem pomeni, da se pljuča začnejo polniti s tekočino. Žrtev ima občutek, da se otaplja, pojavi se penast izcedek iz ust, to je tudi bilo pri enemu članu, močno dušenje, včasih tudi krvavkast izpljunek. Čeprav ni me kri tekla iz ušes in oči, veš, to spet ne vem drugače. To bi lahko razložilo grabljenje za vrat, težko dihanje in pena v kolust, da obstaja težava, višina okrog 2400 metrov, načeloma ne povzroči, sploh pri toliko izkušenih planincih, edema. Teorija številka 3, zdaj gre pa zares, živčni
plin. To je daleč najbolj popularna teorija na internetu, ker je tudi taka, takrat je bila Sovjetska zveza sicer 2 leti razpadla, ampak vseeno oni so takrat ogromno poskusov delali, sploh na takih umaknjenih lokacijah sred ničesar, sred gora. Isto za Dyatlov Pass incident so iste ugibanja, aj bil kakšen plin, so nek poskus na njih izvedli, a veš. In tudi to bi razložili, da je v bistvu Valentina, ko je zbežala, je tudi zbežala temu plinu, medtem ko so vsi drugi za njo ostali v temu plinu. In zato bi tudi potencialno njegov rekel bež. In zato tudi potencialno bi upozorili takrat pred tistimi norimi živalmi, ki so se čudno obnašale. Se pravi, če so medvedi samomore delali, da so se vrgli pod vlak, ki je mogoče ta plin dušil. Verjetno niso ključnega edema doživljali, kaj te hočem reči, ker te medvedi tam ali sploh niso tako visoki, ali pa pač so privajeni na to višino. Ne vem, medved sploh lahko ima edem, najbrž tudi ne, tako da, I don't know. Po tej razlagi naj bi skupina naletela na območje, ki je prišlo do uhajanja kemičnih bojnih sredstev ali vojaškega eksperimenta. Razlog, zakaj je teorija tako priljubljena, je očiten: pena na ustih, krči, nenaden kolaps, težave z dihanjem. Srčni zastoj bi tudi to razložili, vse to spominja na pač živčen strup. In za Sovjetsko zvezo je tudi veljalo, da je v tej širši sibirski regiji pač te stvari občasno izvajala in preizkušala. Tako da je ful zanimiva teorija, ker nas pripelje do naslednje, teorija številka 4, zastrupljena voda. Kot vemo, tam je ogromno enih virov vode in rek in izvirov in jezer. Eni so rekli, da bi potencialno lahko šlo za kemično onesnaženje vode. Sploh pa je to območje Bajkalskega jezera, to sem rekla, tisto gromozansko jezero, so desetletja delovali različni industrijski obrati. In lahko, da je nekaj ušlo v vodo in so oni to spili in zaužili na nek način, skuhali, kakorkoli. Spet, zakaj Valentina tega ne bi najebala, ne vemo, mogoče je imela staro vodo. Kakorkoli že, je pa res, da če je šla potem nazaj po njihove stvari in njihovo vodo in hrano, bi spet lahko, da meni verjetnost, da ne bi ona pila te vode, to hočem reči. Teorija številka 5 je pa teorija o strupenih gobah, in sicer Ljudmila Korovinova, ta njihova vodička, je imela zelo rada gobe oziroma nabiranje gob. Rada se je pač ukvarjala s tem, da vidi gobo in reče, ta je dobra, ta je slaba, ta bo super v naši čorbi, to pust primer. Verjetno ni bilo tudi nek ponos, da pozna gobe in naj bi jih tudi nabirala pogosto in kuhala in pekla. In je ideja, da so te znaki, ki so jih oni doživljali in kako so umirali, da je tudi lahko spominja na zastrupitev z neko določeno hrano, sploh gobami. Določene vrste lahko povzročijo halucinacije, krče, psihotično vedenje in odpoved organov, ker bi razložili zelo poškodovana pljuča, eratično vedenje in pa paniko. Tako da, tudi zanimiva teorija. Še ena stvar, ki nočemo pozabiti. Zato Ljudmilo je veljalo, da je sicer profesionalka, da je res krasna, da ful čuva svoje, ne študente, ampak te mlade pohodnike, da je res super mentorca, ampak je pa tudi zelo stroga. Pa je tudi potencialno do mere, ko jim ni dala veliko za jesti. V smislu, da jih je res probala naterati do konca fizičnih sposobnosti, in tudi, ko so jih najdeli, so bili do neke mere dehidrirani in pa podhranjeni, ker je dokaj normalno potok dne hoje, pa nekonkretne hrane, pa pač ogromno kalorij porabljenih z hojo, ampak še vedno očitno je mečken to izstopal zaradi tega, ker en drug pohodnik je tukaj ful obtožil v smislu, joj, vedno je to počela in to se res ne spodobi in to je en izmed razlogov, da so se podhladili in umrli. Tako da ja. Ampak ni mi logično, zakaj bi ona, če je že čutila, da zamujajo časovno, da ne ve točno, kje je, zakaj bi jih jebala oziroma zabavala v smeri prehranjevalnih navad, pa hočem reči, tako da ne vem. Tako da ja, napišite vaše teorije, nisem jaz vse obdelala, tako da če ste se sami kaj spomnili, mi komentirajte. Pišite tudi ideje za videe, čeprav velikokrat opažam zadnje čase, da mi pišete AI fake news. Izpade ful zanimiv, ker je te AI, te umetni članki ali pa neke skupine ljudi, ki so se zgubile in sem pa wow, kako je zanimiv, kako sem to zgrešila in pa vidim, da je fake. Tako da malo preverite, prej mi kaj pošljete, ker jaz raziskujem celo navdušena in vidim, da sploh ne obstaja. Pridni boste, radi se imejte, uživajte na morju, če ste že kakšni, pa se gledam naslednji petek po vsej verjetnosti, razen če ga ne bo, ker bom po možnosti v Budvi, bom videla, če mi uspe, nič ne bom obljubila. Pridni boste, radi se imejte, aj čau, bye!